Poslušate Dan pred koncertom. Lepo vas pozdravljava. Primož, glasbeni urednik na Arsu. In Lidija, radijska moderatorka. Pred koncerti simfonikov v ciklu Kromatika se posvetimo eni od mojstrovin sporeda in pogledamo v njeno ozadje. Tokrat bo to Šostakovičev violinski koncert številka 1 v A-molu opus 77. Za pogovor o tem izjemnem koncertu sem pred mikrofon povabil glasbena gosta orkestra, violinista Romana Simoviča in dirigenta Ivana Repušića. To je moj definitivno omiljeni. To je zagotovo moj najljubši koncert. Je veličastno delo, res neverjetno. Zelo dobro poznam njegove simfonije, skoraj vse sem že igral, vendar je v tem koncertu nekaj posebnega. Skoro sve sam ih svirao, ali ima nešto posebno zaista u ovom koncertu. Evo, to je zapravo jedan vrlo kompliciran koncert koji ima veliku emocionalnu dubinu. Gre za izjemno kompleksen koncert z veliko čustveno globino in ostrimi kontrasti med temnimi in sarkastičnimi deli. Zveni, kot da je skladatelj celotno življenje zapisal v enem samem koncertu. Gre za glasbeno pričevanje o življenju pod represijo. Ispisan kroz taj scen. Jedno glazbeno svjedočanstvo tog života u tom trenutku, pod tom represijom koju je doživio. Šostakovičevi koncerti, posebej po 2 violinska in 2 za violončelo, so virtuozna muzika in hkrati zvenijo kot občutljiv psihogram doživljanja skladateljevega sveta, polnega krhanj med sovjetsko oblastjo in umetniki. Izstopata zlasti 2 kritični obdobji napada na tako imenovane formaliste. Prvo sredi 30 let slavnim člankom v sovjetskem časniku Pravda, drugo obdobje pa je nastopilo v začetku leta 1948, ko je Šostakovič ravno skladal prvi violinski koncert. To je djelo koje je Dimitrij Šostakovič napisal v jednom vrlo teškom razdoblju. To delo je Šostakovič napisal v zelo težkem obdobju, praizvedba pa se je zgodila šele 8 let pozneje. Režim je Šostakoviča razglasil za ideološko neprimernega, zato njegovih del niso smeli izvajati. Tudi ta koncert je ugledal luč sveta šele po Stalinovi smrti leta 1953. Jer on tu provlači jevrejske teme, on uvijek onako ismijava. Napisal ga je takoj po drugi svetovni vojni, nato pa je bil zaradi Ždanove doktrine prepovedan, ker je vanj vpletel judovske teme in je v svoji glasbi vedno na sarkastičen način smešil oblast. Mislim, da niko kao Šostakovič ne opisuje to vrijeme. Mislim, da nihče z glasbo bolje ne opisuje tistega časa strahu, časa režima, preganjanja in ovaduštva. Od samog Šostakoviča. 4-stavčen koncert začne počasen nokturno z dolgo neprekinjeno linijo solista. V razpenjanju te linije in izmenjavah z orkestrom bi lahko slišali skladateljevo prenašanje tesnega prepletanja misli iz komorne glasbe, zlasti iz godalnih kvartetov, ki so takrat postajali vse pomembnejši del Šostakovičevega dela. Samo nokturno je dosta, timbar je, dakle boja je mračna, dosta tjeskoban karakter. Nokturno je temen, tesnoben in violina zveni melanholično, z zelo introvertiranim občutjem, kot da se skladatelj z njo oglaša iz majhne sobe v majhnem stanovanju, ki je v tistem trenutku njegov edini svet. V kojeg on vidi v tom trenutku. Koncert ima mnogo lirike, to je pisano za Oistrach i nekako
Da li je to zato što je Oistrach zaista ikona za sve nas violiniste ili je to prosto... Ta koncert ima veliko lirike. Napisal ga je za Davida Oistracha in zdi se, da ga nihče po njem ni tako dobro doživel in razumel. Tudi sam Šostakovič je glede izvajalcev dejal: prepustite to Oistrachu, on bo vedel, kako ga odigrati. Za vse nas, ki smo prišli za njim, je seveda s tem nastal problem, ker nam pri interpretaciji ne ostane skoraj nič več, kar bi še lahko dodali. Osebno se mi zdi, da je treba ta koncert igrati čim bolj preprosto, pa vendar je ta glasba izjemno globoka. A opet je vrlo, vrlo duboka ta muzika. Prvi stavak, dakle, je ta jedan mračan, tih, tjeskoban, a u drugom stavku bih rekao da je to više sarkastičan, groteskan. Drugi stavek je sarkastičen, grotesken plesen skerco. Prvič se v njem v Šostakovičevem opusu pojavi šifra DSCH. Motiv 4 not, ki jih lahko preberemo kot začetni črki skladateljevega imena in priimka v nemškem zapisu. Kombinacija počasnega in potem hitrega stavka se ponovi v 3. in 4. stavku. 3. stavek je pasakalija, torej baročna oblika s ponavljajočo se basovsko linijo in resnim žalobnim značajem, ki ga nadaljuje tudi solistova kadenca. Tu se svašta nešto, zaista prava simfonija, mislim, ona pasakalja kad počne, pa to je, mislim, čovjek onako da se naježi i on tu kaže, pred kadencom, on kaže, mrzim sve što vidim mrzim i to se ponavlja non stop, to je njegov tekst koji... V pasakalji človeka spreleti srh. Pred kadenco naj bi Šostakovič nekam zapisal: sovražim vse, kar vidim. To se ponavlja znova in znova. V tem koncertu se čuti ogromna človeška tragedija. Človek bi rekel, da smo kot družba napredovali in da do stvari iz tistega časa ne bo več prihajalo, vendar svet, kot vidite, znova tone v norost z Ukrajino, Palestino, ne vemo tudi, kaj bo s Tajvanom. I sa Palestinom i ko zna šta će se s Tajvanom desiti. Nekako mnogo zla ima, čini mi se da... Zla je preveč. Ne vem, ali bomo kdaj živeli v boljšem času. Tudi o tem nam lahko veliko pove glasba iz daljne preteklosti, saj se vse znova in znova ponavlja. Ta človeški kaos. Isto 90-ih u Crnu Goru iz Ukrajine i tada su počeli oni silni ratovi, znači to stalno postoji, tako da ne znam, čini mi se da... Tudi sam sem v 90-ih letih iz Ukrajine prišel v Črnogoro in takrat so se začele vojne. To se vedno znova ponavlja, čeprav nisem živel v času druge svetovne vojne, imam občutek, da zelo dobro razumem, o čem govori ta glasba.
Dok Pasakalja je dosta težak, ozbiljan stavak i na kraju... Pasakalja je težka, resna, kar Šostakovič obarva z mogočnimi barvami. Zaključek je virtuozen, ritmičen, skoraj plesen, vendar gre za navidezno veselje, za divji, energičen, pa vendar ironičen konec. To nije veselje, to je jedan divlji kraj, energičan, ironičan. Čini mi se da je on to majstorski radio, ipak Šostakovič je mojstrsko pisal tako, da ljudje niso vedno razumeli, kaj želi povedati, v resnici pa se je posmehoval režimu. Sve to što on piše u stvari, šta radite bre ljudi, mislim. Vrlo je njemu bilo jasno, on je ismijavao taj režim i rugao im se. Poleg vsega tega je delo tehnično izjemno zahtevno, ritmično zelo kompleksno. Na koncu pa moraš na vse to pozabiti in misliti na bistvo, na glasbo in na energijo, ki jo posreduješ ljudem. Zaboravi na sve to i opet misli na ono što je krajnji cilj, a to je muzika, da tu energiju prenese ljudima i ne, zaista genijalno djelo. Tako sta violinist Roman Simovič in dirigent Ivan Repušič razmišljala o violinskem koncertu številka 1 Dmitrija Šostakoviča. Ob odlomkih skladbe v izvedbi solista Roberta Lakatoša, Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Jamesa Tagla. 5. večer kromatike v tej sezoni bo ob glasbi Šostakoviča ponudil še idilično, z naravo in češko ljudsko glasbo navdahnjeno Dvoržakovo 8. simfonijo. Vabljeni ta četrtek ob 19:30 v Galosovo dvorano na koncert ali pa k spremljanju neposrednega prenosa na programu Ars. Prevode je bral Igor Velše. Dan pred koncertom najdete na spletni strani programa Ars in v vaši izbrani aplikaciji za podcaste, kjer se lahko nanj tudi naročite.